Hvala, ki ste me povabili, hvala za to lepo gesto. Lepo je videti, da so stvari, ki smo jih v življenju počeli, da niso namenjene samo nam, ampak tudi neki širši okolici in da tudi to, kar smo naredili, pomeni še komu kaj, ne samo nam. Tako da premalokrat se vračam v Tacen, tako da mogoče bom zdaj večkrat prišel, ko mogu svoj drevo zaliti. Hvala. Jaz sem izredno počaščen, da sem jaz izmed 3 dobitnikov olimpijske kolajne v zgodovini slovenskega kajaka. Tako da, lepo je, da se na tak način spomnijo vseh uspehov, ki smo jih naredili na olimpijskih igrah, in jaz upam, da bo v prihodnosti še prišel še kak dravotelj zraven, če ne. Vlca je dost, pa tudi cenčkov pol, ko bojo tekme se spremljale na tribunah, da ne bo ljudem preveč vroče. Jaz sem izredno ponosen na to, da sem del tega, in hvala še enkrat za to izkazano čast. Res mi je veselje in hvala za to lepo gesto z ubeleženjem teh uspehov, z posaditvijo dreves tukaj nekako na domači progi, kjer se tudi kalijo najboljši kajakaši in kanuisti na svetu. Tako da mi je res v veselje in v čast, da za to obeleženje in hkrati, da smo poskrbeli tudi za naravo. In naslednje olimpijske igre se tudi že hitro bližajo, tako da verjamem, da bomo malo spet posadili še dreves. Zaključek enega zelo velikega projekta, enega zelo srečnega obdobja. Skratka, nek spomin na neke zelo lepe čase. V bistvu neka čast oziroma ponos na to, da mi je uspelo osvojiti kolajno. Dolgo časa sem se matril, da bi jo osvojil, in na koncu mi je v tretje le uspelo, in jaz sem zelo ponosen in vesel, da sem v družbi in Andraža in Benita tukaj, in da smo to naredili. Ja, jaz sem tudi vesel, da sta mi Andraž in Peter v bistvu nekako že pokazala, da se da doseči take uspehe, in sem vesel, da mi je to tudi meni zdaj na zadnjih olimpijskih igrah uspelo doseči to zlato medaljo, ki mi ogromno pomeni v moji karieri. Velik veselje.